Pozdravljeni. Danes je pepelnična sreda. V evangelijskem odlomku danes trikrat slišimo Jezusove besede: Tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. S tem Jezus izziva svoje učence, naj premislijo, zakaj delajo dobro, zakaj molijo in zakaj se postijo. Vse troje namreč lahko delamo tako, da nas kdo vidi, v želji, da bi nas pohvalil. Nič ni narobe, če nas kdo opazi, da delamo nekaj dobrega in nas zato pohvali. Ni pa prav, da bi to delali samo zato, da bi nas nekdo pohvalil. In če to delam na tak način, da me bo skoraj gotovo kdo opazil. Jezus nas vabi, naj namesto tega raje postajamo podobni njemu. On dela to, kar je prav, kar je dobro, iz ljubezni do ljudi. K temu vabi tudi nas, da bi takrat, ko molimo, takrat, ko delamo dobro, takrat, ko se nečemu odpovedujemo, ko se postimo, da bi mislili ne na tiste, ki nas vidijo, ampak da bi mislili dejansko na tiste, za katere molimo, tiste, na katerim delamo dobro. Seveda se vedno lahko vprašamo, kaj pa, če nihče ne bo opazil tega našega truda? Kaj pa takrat? Jezus nas opominja na dvoje. Vedno bo naš trud videl Bog, kar je končno najbolj pomembno. Obenem pa bo tudi naše notranje veselje večje, ko bomo vedeli, da smo nekoga lepo presenetili, da smo nekomu na skrivaj polepšali življenje. Jaz sem tule s seboj danes eno škatlico, ki nima nobene odprtine, nima nobenega okna. To pomeni, da tisto, kar je not, je res na skrivnem. Škatlica nas lahko spomni, da smo k temu poklicani tudi mi. Ko molimo, ko delamo dobro, ko se odpovedujemo, ko se postimo, da vstopimo v svoje srce, ki ravno tako nima nobenega okna. Bog pa vidi. Bog je edini, ki vidi van. Na ta način bo lahko potem tudi naša ljubezen postajala podobna Jezusovi. Mi bomo postajali podobni Jezusu. Pa vas povabim, da se potrudimo, da bomo v letošnjem postnem času čim večkrat polepšali življenje nekomu, ne da bi ta oseba ta opazila. Vse dobro.